Dobro, jaz predlagam, da kar začnemo. Morda se še kdo pridruži. Imamo tehnično podporo, ki bo potem poskrbela za to, da se lahko pridružijo še morebiti kakšni dodatni udeleženci. Jaz bi vas vse toplo pozdravila na tem večernem pogovoru o knjigi Odrasli otroci alkoholikov. Avtorice dr. Janet Vojtec, katere izid v slovenskem jeziku nas je zelo razveselil. Deluje, kot nas pa je. Ja, spoštovani, prosila bi samo, da izključite mikrofone, če niste govorci toliko, da lažje nekako speljemo ta pogovor. Hvala. Skratka, ja, razveselil nas je izvod te knjige ravno zdaj v okviru tega mednarodnega tedna otrok alkoholikov, ki ga obeležujemo, in pa seveda naše ozaveščevalne kampanje. Jaz sem Sonja Gerič Bevec, prihajam iz organizacije za pomoč otrokom alkoholikov NAKOA Slovenija. Tako eksotično ime imamo zato, ker smo del mednarodne mreže NAKOA, National Association for Children of Alcoholics, ki je bila ustanovljena pred dobrimi 40 leti v Združenih državah in si vse skozi prizadeva podpirati, pomagati, informirati otroke alkoholikov vseh starosti. Mene zares veseli, da smo se zbrali v tako velikem številu. Vesela sem vseh, tako oseb z izkušnjo življenja v alkoholični družini, ki vas je morda osebno nagovoril, naslov knjige, naslov današnjega pogovora. Vesela sem strokovnjakov in pa seveda tako imenovane splošne javnosti, torej vseh vas, soljudi, tistih, ki vam je mar. Odrasli otroci alkoholikov. Ni samo po sebi umevno, da uporabljamo to besedno zvezo. Ko je avtorica snovala knjigo, ki smo jo prevedli, to je bilo v začetku 80-ih, jo je snovala tudi z zavedanjem, da je potrebno v prvem koraku tako znotraj strokovne javnosti kot javnosti nasploh najprej pravzaprav legitimirati to, da je izkušnja življenja v alkoholični družini, v družini z zasvojenostjo, neka specifična izkušnja, ki nosi neke specifične dolgoročne posledice. Da je to izkušnja, ki jo je potrebno nasloviti, tako strokovno kot potem tudi v različnih praksah. Da se je torej legitimno označiti kot odraslega otroka alkoholika. Takrat si tudi nikakor ni predstavljala, da bodo njeni strokovni izsledki podani v tej knjigi pomenili za milijone ljudi, ki so živeli ta življenja, nekaj tako pomembnega. Da so končno dobili okvir, kamor lahko to svojo izkušnjo umestijo. Da so končno dobili jezik, ki je opisal to, kar so doživljali, kako so to doživljali in kaj te izkušnje pomenijo za njihovo življenje. Tudi si ni predstavljala, kako močno bo zarezalo to neko osnovno sporočilo knjige, pretrgati začaran krog družinskega alkoholizma in njegovih posledic. Prosim za mikrofone, če bi. Hvala. Ja, danes imam velik privilegij to virtualno omizje deliti z izjemno pronicljivimi osebami in strokovnjakinjami, ki jih vse ta tema na nek način dotika. Z veseljem in hvaležnostjo bi najprej predstavila direktorico založbe Kiara, gospo Simono Hano Boc. Ona je bila pravzaprav oseba, ki je to zgodbo omogočila, ki je prepoznala to tematiko kot tisto, ki lahko pomembno doprinese v slovenski prostor, ki lahko služi slovenski družbi, ki lahko slovensko družbo pravzaprav pomaga zdraviti. To je pravzaprav naravnanost njihove celotne zbirke Knjiga kot zdravilo, kamor je umeščena tudi knjiga Odrasli otroci alkoholikov. No, gospa Boc je pa tudi oseba z izkušnjo življenja v alkoholični družini in ko so se prvič pogovarjali po telefonu in tako debatirali o pomenu opolnomočenja otrok alkoholikov in pa potenciala, torej koliko dobrega lahko izide, če zmoremo tovrstne izkušnje predelati in jih nekako prežariti v dobro, je rekla, da je na koncu koncev tudi njena založba plod tega ozaveščanja zdravljenja. Gospa Boc, sem res hvaležna, da ste danes z nami. Hvala lepa za vabilo. Ja.
No, s hvaležnostjo pa se obračam tudi k vrhunskima strokovnjakinjama, ki pa svoje strokovnosti ne ohranjata zgolj v akademskih strokovnih krogih, ampak vedno znova iščete, kako lahko svoje znanje, izkušnje prenašate med ljudi, med slehernike in na ta način služite skupnosti. Toplo pozdravljam in predstavljam dr. Zdenko Čebašek Travnik, osebo, bi rekla, skoraj brez števnih referenc, nazivov, profesionalnih izkušenj. Gospa Zdenka, priznam, vedela sem, da ste strokovnjakinja velikega kalibra, z veliko širine. Sem pa bila zelo presenečena, ko sem pregledala ta celoten seznam vaših izobraževalnih in poklicnih izkušenj. In jaz bom tukaj zdaj nanizala samo nekaj. Torej, ste zdravnica, specialistka psihiatrije, sistemska družinska terapevtka, bili ste varuhinja človekovih pravic in tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. No, vseeno pa gospa Čebašek ni nikakor udobno odmaknjena od naše vsakdanje družbene realnosti, temveč si vse skozi prizadeva sooblikovati boljši jutri za soljudi. Deluje tudi v sklopu Društva Žarek upanja, ki sooblikuje našo ozaveščevalno kampanjo. In gospa Zdenka Čebašek Travnik, hvala za vaš čas in pripravljenost sooblikovati ta pogovor. Hvala za povabilo, že sploh za povabilo k pogledu oziroma pregledu knjige, ki je bila takrat še v nastajanju in seveda me je navdušila. S knjigo sem se jaz oddaleč spoznala, da tako rečem, v času svojega izpopolnjevanja oziroma podiplomskega študija v Združenih državah Amerike, ko sem bila 1 leto tam. In tam je to gibanje odraslih otrok, alkoholikov, bilo že poznano, je že imelo neke svoje korenine. Žal pa tega takrat, pred 30 leti, nismo mogli neposredno prenesti v Slovenijo. In jaz sem res hvaležna vam, gospa Sonja Gerič Pevec, da ste vi bila tista, ki ste prenesla podobno, mislim, to izkušnjo. Podobno se je potem prenesla tudi ena druga izkušnja v zvezi z žrtvami v prometu, žrtvami, ki jih povzročijo alkoholiki v prometu. To je bilo Mothers Against Driving, tako da smo iz Amerike prinesli nekaj dobrih idej in praks in jaz sem res vesela, da ste vi to tukaj pri nas omogočila oziroma tako dolgo delovala na tem, da je knjiga išla. Tako da seveda pa hvala založbi, ki bom rekla, je dala roke na to in da bomo knjigo kmalu lahko tudi držali v rokah. Hvala, gospa Čebašek. No, s hvaležnostjo pa se obračam tudi na našo tretjo gostjo, gospo Sanjo Rozman, ki našo družbo, bi rekla, vse skozi bogati s svojo literaturo. Napisala je kar 7 knjig o nekemičnih zasvojenostih. 9. Pardon. Je oseba, ki že vrsto let podira tabuje glede zasvojenosti v naši družbi, tako skozi literaturo, kot tudi skozi delo psihoterapevtke. In na ta način tudi ona pomaga zdraviti to našo družbo. No, gospa Rozman je tudi zdravnica, psihoterapevtka, predavateljica in samo želimo si lahko pravzaprav oseb, ki toliko doprinesejo k mentalnemu zdravju naše skupnosti kot ona. Tako da toplo pozdravljeni tudi vi, gospa Rozman. Ja, jaz tudi pozdravljam vašo pobudo, ki mislim, da je več kot potrebna. S tem pomoč, jaz temu ne rečem zdravljenjem, ampak pomoči pri okrevanju ljudi, ki se zasvojen, se ukvarjam tudi dobrih 30 let. In to je ena taka pot, po kateri smo šele spoznavali to kot diagnozo. In moram reči, da vsaj polovica, če ne 2/3 mojih klientov ima v svojem zgodovini, da izhajajo iz družin, ki jih je alkohol označil. Mi smo se takrat, ko smo se učili to pri nas, smo zelo pametno vsi rekli, ja, alkoholizem je pa bolezen cele družine, samo potem so zdravili večinoma alkoholika, ker ni bilo imena, ker ni bilo koncepta, ker ni bilo nečesa za prijet, da bi, tako kot je recimo ta knjiga koncipira, ta problem otroka, ki odrašča v družini, kjer ima suboptimalne pogoje ali pa je celo izpostavljen zanemarjanju, nasilju in še drugim toksičnim stvarem.
Jaz sem, ko sem pisala moje knjige skozi 30 let, v začetku nisem imela tega izraza, ker so takrat te knjige so se šele pisale, ki se zdaj prevajajo. Pa smo poskušali z izrazom soodvisnost, patološka soodvisnost, ki pravzaprav nekaj zelo podobnega pomeni, samo da malo se ne omejuje samo na otroke alkoholikov, se gre tudi za ljudi, ki so odraščali v drugače disfunkcionalnih družinah, pa imajo potem na koncu kot odrasli podobne probleme. V zadnjem času pa se mi zdi, da je velik napredek v tem, da ne definiramo več, kako bi rekla, tega problema z drugimi ljudmi, se pravi z alkoholiki, ampak poskušamo definirati, kaj pravzaprav s tem človekom za popraviti, nam rekla narobe. In nekako ta izraz kompleksna posttravmatska stresna motnja nastala v razvojnem obdobju, to je tisto, kar je zdaj nek počasi strokovni izraz, ki prihaja da ga ljudje prepoznavajo. Se pravi, več pove o tem, kakšne težave ima ta človek. Vsekakor je pa ta knjiga, ki ste jo prevedli, že zgodovinsko pomembna zaradi tega, ker je pač dala ime nečemu, kar je bilo, ko rečemo, slon sredi sobe, sredi trgovine s porcelanom, kar je veliko ljudi prizadelo, pa niso vedeli, kaj prijeti, niso vedeli imena, niso vedeli koncepta, niso vedeli, kam iti po pomoč. Zato se mi zdi, da je to zdaj nekako tudi našim bralcem dostopno zelo, zelo pomembno. Če smem bi še nekaj dodala, v svoji poklicni poti terapevtke sem praktično ves čas delala z družinami in to je bila tudi doktrina zdravljenja na Centru za zdravljenje odvisnih od alkohola in tako smo imeli tudi možnost, da smo se izšolali za sistemske družinske terapevte, kar pomeni, da smo vsaj v tem formalnem zdravljenju na kliniki in tudi kasneje po Sloveniji, ko smo to znanje razširili, ves čas gledali kot enoto družino, kar pomeni, da smo seveda obravnavali tudi otroke. Ne na ta način, kot je zdaj v knjigi napisano, ampak v smislu, da so otroci, ki so dejansko živeli v teh odvisnih družinah, dobili svojo pozornost in smo se ukvarjali tudi z njihovimi težavami in posledično smo na ta način tudi v društvu Žarek upanja razvili delovanje oziroma sodelovanje na način, da so se otroci njihovih uporabnikov, tam se tako imenujejo, lahko vključevali tudi v posebne programe. Tako da na posameznih mestih v Sloveniji se je dejansko že pred desetletji prešlo iz te individualne obravnave odvisne osebe na družinsko. Samo toliko. Mislim, predvsem na tiste, katerih alkoholiki se niso šli zdraviti, ki jih je verjetno kar veliko, a ne? Ja, seveda. Ja, nas to zelo veseli, da je bila pomoč, mogoče v določenih delih Slovenije, ne. Je pa, kot rečeno, ne, je en velik manko na tem področju in upajmo, da bo tudi ta knjiga morda pripomogla k temu, da se ta pomoč še razširi in ja, prav gotovo si tega želimo vse, ki smo danes udeleženi na tem omizju. Jaz bi šla k nastanku oziroma k prevodu te naše knjige. Zakaj? Ne? Kako je prišlo pravzaprav do prevoda? Ne? Knjiga je vseeno šla v začetku 80-ih, od takrat je zagotovo veliko zelo relevantnih knjig, ki bi jih prav tako bilo zelo dobro prevesti. No, ko smo pri nas na Koa Slovenija nekako razmišljali, katero knjigo prevesti, kajti sama tako na podlagi lastne izkušnje, kot tudi čisto na nekem idejnem nivoju resnično verjamem v knjige kot zdravilo. Ne? Kot smo tudi poimenovali današnji pogovor, ko smo se inspirirali pravzaprav iz vaše zbirke pri Kiari. No, in ko smo iskali, katero knjigo bi bilo smotrno predlagati, kateri od založb,
smo se obrnili na našega dobrega prijatelja, strokovnega svetovalca, gospoda Jerryja Moa iz Združenih držav, in je rekel, začnite na začetku. Ne? In to je pravzaprav začetek, kot ste omenili, gospa Čebašek, je pravzaprav ta knjiga. Ne? To je to temeljno delo dr. Janet Vojdic, ki je pomenila prelomnico v razumevanju, ne, kaj pomeni odraščati v alkoholični družini in je sprožila, kot ste omenili, pravo gibanje odraslih otrok alkoholikov v Združenih državah. Ne. Je pa zanimiva, ne, tudi predzgodba te knjige, je ena taka anekdota. Ta knjiga je zelo težko dobila založnika. Ne. Takrat je bil to tudi v strokovni javnosti en velik tabu in gospa Vojdic je rekla, njeni kolegi so kar skomignili z rameni, ne, ko je nekako sama prihajala do nekih svojih strokovnih zaključkov, zdela se je zelo pomembna tema, ampak ni bil čas še naklonjen temu. Ne. Zelo težko je torej dobila založnika. Ko je dobila založnika, je knjigarne niso htele imeti razstavljene na svojih policah. Ne. Ljudje so prihajali osebno in prosili za to konkretno knjigo. Torej, od ust do ust se je širila ta informacija o tej knjigi. Ni bilo nobene propagande, nobenega PR-a vloženega v to, ampak knjiga je vseeno postala ameriški bestseller. Vse to ilustrira to globoko potrebo, to, bom rekla, lakoto odraslih, ki so imeli izkušnjo življenja z alkoholizmom, da to svojo izkušnjo dajo v nek okvir, ne, kot rečeno, gospa Rozman in Čebašek, da jo nekam umestijo, da so dobili končno jezik, ne, s katerim so lahko opisali to svojo izkušnjo, da so bili prvič nagovorjeni kot otroci alkoholikov, ker ta sintagma sproži nekaj v odraslih otrocih alkoholikov. To je moja izkušnja, to je izkušnja številnih ljudi, ki nam recimo pišejo in pravijo, jaz ne morem verjeti, da obstajate, da nekdo, ker nekaj se zgodi. Ne, morda prvič pride do nekega uvida. Ne. Ja, v bistvu pa se gre res. za potrditev neke identitete, ki se jo prej ni dalo dobiti. Ne? In čim človek ima neko identiteto, lažje reagira. Tako, točno to. No in morda gospa Boc, ne, mi smo nekako tako polni idealizma prišli do vas, pa me zdaj zanima, ne, Kaj vas je pa prepričalo, no, da je pomembno izdati to knjigo, da je pomembno nasloviti to tematiko? Ja, v bistvu je naša založba Kiara, celoten njen program nekako usmerjen v to smer, da bi si lahko ljudje sami pomagali s knjigami, da bi bilo to njihovo orodje, s katerim bi lahko prišli do večjega razumevanja, ne vem, do večje čustvene stabilnosti ali pa do prave usmeritve. Nekako sem tudi sama šla čez določen del teh zgodb, kjer so bile knjige pomemben vir ozaveščanja, kaj se dogaja, da sploh se dogaja, te trenutki, ko ti še noben ni povedal, ta identiteta, ki se potem rodi, da se lahko nekam umestiš, da te usmeri, da potem začneš raziskovati v tej smeri. Tako da potem, ko ste se oglasili, ne, naše dogovarjanje je trajalo kar nekaj časa. Najprej je bilo malo nejasno, ker je bilo več knjig, potem ste naredili to raziskavo, ker ste prišli do tega, katera knjiga bi bila vredna za sam začetek. In tudi jaz, ko sem jo brala, moram reči, da je res izjemna, ker postavi temelje za razumevanje, da tega za širšo javnost, morda za strokovno javnost obstaja, ampak za širšo splošno javnost do zdaj tega še ni bilo. Zato se nam zdi v bistvu to tudi en res pomemben doprinos k naši zbirki Knjiga kot zdravilo, kjer, tako kot sem rekla, rešujemo različne teme. Prav začeli smo, v bistvu mi smo izdali prvo knjigo strokovno za širšo javnost za mejno osebnostno motnjo, Ne stopajte več po prstih, je bila prva, ki je naredila takrat neverjeten odziv je bilo, to mi smo dobivali na založbo pisma, da smo rešili ljudem življenja, ker ko se recimo ta problem lahko razbohoti tako, da cela družina stopi nasproti enemu, ker ga je nekdo tako zmanipuliral, potem pa so dobili informacije in se usmerili na pomoč, začeli dobiti širšo sliko in se v bistvu lahko izvili iz teh težkih situacij.
Tako da tukaj smo potem razvili eno tako močno vejo, mislim, da imamo največ knjig na to temo in še vedno se na dnevni bazi zelo, zelo dobro prodajajo, se pravi, da je to tema, ki je pri nas zelo zanimiva in zelo prisotna. In ko ste prišli s tem alkohola, jaz sem se res iskreno razveselila tega, tako kot ste omenili, sem tudi sama, prihajam iz take družine in moja pot je bila recimo, najprej sem se obrnila na sosedo, ko sem bila mlada najstnica, takrat se je pri nas začelo na srečo malo kasneje, da nisem bila še kot otrok deležna, to je recimo zdaj vidim, kakšno olajševalna okoliščina je to bila za mene, ne, da se vse informiraš v nekih relativno zdravih okoljih, šele kasneje pa pride to težko breme. In soseda je bila psihiatrinja in je rekla, Simonka, ja, če se boš ti na trepalnice metala, ne, če oče tega ne bo želel, ne bo nič. In jaz sem se pol 20 let metala na trepalnice. Se pravi, predavanja, skupine, pa potem, kako bi recimo mamo kot partnerko, ki zdaj vem, kako je bila idealen, ko alkoholika, ne, ampak takrat še tega termina ni bilo, da je to nekdo, ki omogoča, da se v bistvu v družini vse to odvija. Pa sem šla zanjo pogledati, če je skupina v redu, pa sem videla, da so se na koncu vsi za roke prijeli, se nekaj ne bo v redu. Skratka, raziskovanje kot v divjem gozdu, nepreglednem, iskanje informacij po vseh možnih poteh, psihologija, knjige, duhovnost, ogromno enih, poti, preko katerih recimo sem potem jaz prišla do nekega svojega notranjega miru, ampak to je 30 let dela, ki se še ne neha, ne, do te stabilnosti, do lastne vrednosti zgrajene in tako naprej. In zato je ta knjiga za mene še posebej tudi pomembna, no, in dragocena za vse, ki začenjajo to pot. Pa ne samo začenjajo, še tukaj noter sem še jaz naredila ene stvari, spet nekaj na novo, spet razumevanja. Ja, poglej, pa res, ne, ta del je pa tudi v meni. Zdaj pa razumem, mogoče pa to ni kriv neki vzorec, ampak je posledica tega, ne. Recimo biti, ena od stvari je vedno poskrbeti za druge, pa sebe dati na zadnje mesto, ne, ko si bil postavljen v to vlogo, da si bil v bistvu ti staršema in si mogel nositi odgovornosti in skrbeti za njih, tako da zelo, zelo dobrodošlo, no. Tako da smo vam hvaležni, da ste spodbudili to potezo. Ja, jaz upam, no, da bomo tudi na ta način vse delali na tem, da se odvzame vse del bremena otrokom, ne, z ozaveščanjem. Ravno, ko ste zdaj to razlagali, ne, svojo izkušnjo, svojo zgodbo, breme, občutek odgovornosti reševati, ne, to je res eno breme, ki ne pritiče otroku niti najstniku, ne, in mi res upamo, no, da z vsemi programi, z detabuizacijo, z knjigami, da bomo nekako omilili te okoliščine in te situacije otrok alkoholikov. Mi smo torej se lotili prevoda razširjene verzije knjige Odrasli otroci alkoholikov, ki nudi na eni strani informacije o tem, kaj pomeni biti otrok alkoholika. No, in v tem razširjenem delu je avtorica dodala pa tudi del o okrevanju. No, in ko je bila knjiga izdana prvič, se je, tako pravi avtorica, ukvarjala predvsem s tem, kot rečeno, ali se je legitimno označiti kot odraslega otroka alkoholika, ne? Kaj pomeni sploh biti odrasli otrok alkoholika. No, in v tej razširjeni verziji, torej po letih, ko je bila knjiga že izdana, ko je bila že bestseller in tako naprej, je v tem novem predgovoru napisala: ganljivo je, da imam končno občutek, da sem slišana. No, in gospa Čebašek Travnik, morda ste že začeli nek uvod glede odtisa te knjige, ne, gibanja, ki ga je sprožila ta knjiga. Morda, če bi še malenkost nadgradili to, kak vpliv je imela pravzaprav ta knjiga v Združenih državah na dojemanje te problematike, da je potem, se pravi, gospa, ne, po vseh teh letih se počutila kot ja, zdaj pa sem zares slišala, ne? Ta problematika je dejansko naslovljena. Ja, zdaj problem te knjige je bil ta,
da diagnoze, ki jo je ona postavila, delovna diagnoza, seveda v nekih uradnih klasifikacijah ni bilo in je tudi še vedno ni. In to je, kar se same stroke psihiatrije tiče, vedno en zaplet, namreč drugi, ki se pač nekaj takega niso spomnili, razmišljajo tako, to je pač njen osebni problem, to je njena osebna zgodba in zdaj iz tega želi narediti večjo zgodbo, ne. Ampak če pogledamo, tudi anonimni alkoholiki so izhajali iz neke osebne zgodbe in takrat, ko sem bila jaz tisto leto v Ameriki, so nam to možnost predstavili kot eno od poti okrevanja, ne. Ni bil izrazit poudarek na tem, ampak ko smo imeli te študijske obiske, seminarje, je to bila ena od poti in takrat je to meni bilo zelo všeč, ne. Ker sem pa že imela izkušnje iz zdravljenja in sem vedela, da imajo, bom rekla, odrasli otroci, takrat niso imeli tega imena, ampak se pravi, ljudje, ki so bili na zdravljenju, so pogosto poročali o starših, ki so bili alkoholiki. Takrat je bilo pa še nekaj drugega zanimivo. Namreč, ko sem bila še jaz mlada, pa mogoče kolegica Sanja tudi, so nas učili, da alkoholizem ni dedna bolezen in da se zgolj prenaša z vzorci v družini. No, zdaj že vemo, da se deduje nagnjenost k odvisnosti, prav k odvisnosti od alkohola. In je dejstvo, da če so bili med predniki, ne nujno vedno samo starši, se pravi lahko tudi stari starši, je verjetnost, da bo oseba postala odvisna od alkohola, toliko večja. No, in ravno v fazi, ko se je začelo spet resno razmišljati o tej dedni povezavi pri alkoholizmu, so se odkrivale vedno nove stvari. In zato je ta knjiga tako pomembna, ker dejansko ti pove, da so otroci alkoholikov nekogaršnji otroci. In tudi, ko smo se pogovarjali s pacienti, je kakšen rekel, ja, moj oče pa ni pil, ker se je zaobljubil, da on nikoli ne bo pil, ker je bil njegov oče alkoholik, ne. Tako da to mi še zdaj odzvanja nekje v mislih, da dejansko ta dedna komponenta je močna, ni vseobsežna, seveda so te epigenetski dejavniki, ki vendarle poudarjajo tudi vpliv okolja, ampak otroci pomeni, da so tudi v ozadju neki starši, ne, in da so ti starši imeli težave z alkoholom. In to so nam poskušali v Ameriki nekako dopovedati, in ko sem jaz to idejo prinesla v Slovenijo, tako kot še eno drugo, ki jo bom mogoče kasneje omenila, pri kolegih v Sloveniji ni naletela na veliko posluha. Praktično z enakimi, bom rekla, razlagami ali pa pripombami, kot jih je bila avtorica deležna v začetku v Ameriki, ne. Ta druga ideja, ki sem jo pa tudi prinesla iz Amerike, je bila pa to, da lahko osebe, ki so same šle skozi nek proces zdravljenja in okrevanja, lahko delujejo kot, zdaj mi pravimo terapevti, ampak v resnici so to neki ljudje, ki so sposobni nuditi svojo izkušnjo tudi kot vzor za pomoč drugim, ne. In recimo odrasli otroci alkoholikov to isto idejo gojijo. Torej, nekdo, ki se prepozna v tej vlogi, jo dobro razišče, je lahko tudi potem pomočnik nekomu, ki se v tej vlogi šele začenja iskati. To se mi zdi pomembno, kar sem prinesla pač iz Amerike. In sem vesela, da to deluje, in tako je začel delovati tudi Žarek upanja, ko sem jaz zaupala gospodu Mijotu Levičiču, da ob tem, da je uspešno okreval, da lahko začne tudi sam pomagati drugim. Ja, dotaknili ste se že slovenske strokovne javnosti, pa me zanima, kje smo danes? Je med slovensko strokovno, tudi psihiatrično in tako naprej, javnostjo, je oseba kot doktor Vojdic in številni drugi avtorji, ki so izsledili, so slišani znotraj naše strokovne skupnosti?
Kako smo danes tu, v strokovnem smislu? Ja, jaz sem pred 2 letoma dejansko vodila eno skupino pri NIJZ-ju za področje odvisnosti od alkohola in takrat smo se tudi srečevali in sem pripravila nekaj ciklusov oziroma modulov izobraževanj. In takrat sem imela priložnost spoznati, da ti, ki so se vključili v ta izobraževanja, se pravi, to so ljudje, ki delujejo znotraj zdravstva pretežno, da so dejansko veliko bolj dovzetni za novosti, ki niso v bistvu novosti, ampak na to, da se obravnava človeka, ki ima odvisnost, kot del družine, kot del in da se več pozornosti namenja celi družini, ne. Ko sem bila jaz v Ameriki, se je takrat govorilo o Minnesota modelu in so ga opisovali pač kot model zdravljenja, ki vključuje družine. No, pokojni Slavko Zihar je te iste stvari počel v istem časovnem obdobju, ampak ker nismo imeli toliko možnosti objavljati, posebno ne v angleški literaturi, smo lahko samo rekli, pa se to je enako kot pri nas. Torej, da skrajšam, z strani zdravstvenega osebja, ki sodeluje v zdravljenju odvisnih od alkohola, je vsaj še pred letom ali 2 bilo zaznati veliko pripravljenosti. In jaz verjamem, da bodo terapevti z veseljem segli po tej knjigi in jim bo marsikaj še bolj razumljivo in bodo lahko pomagali svojim pacientom v času zdravljenja in tudi kasneje, recimo v skupinah, ki so v katere se pacienti kasneje vključijo. Hvala. Jaz bi se premaknila morda zdaj k posledicam življenja, ne, odraščanja v alkoholični družini. Bom kar citirala en del knjige. Avtorica piše tako: Kdaj otrok ni otrok? Ali če se izrazimo pravilneje, kdaj otrok ni otroški? Seveda ste bili videti kot otrok in ste bili oblečeni kot otrok. Drugi ljudje so vas videli kot otroka, razen če so se vam dovolj približali, da so v vaših očeh videli žalost ali zaskrbljenost. Vedli ste se kot otrok, le da se niste zares brezskrbno zabavali. Prej bi rekli, da ste nekako sledili drugim. Niste bili enako spontani kot drugi otroci. Toda tega nihče ni prav zares opazil. Konec navedka. Dejstvo je, ne, da otroštvo z nenapisanimi pravili ne govori, ne zaupa in ne čuti, ki so del alkoholičnih družin, tako so nekako strnili strokovnjaki, ni običajno otroštvo. Otroštvo v družini, kjer ni varnosti, kjer ni čustvene stabilnosti, predvidljivosti, ni običajno otroštvo, ne. In glede na to pa, da izkustvo postane biologija, vemo, da se telo pač v letih takšnega življenja spremeni in oseba zagotovo nosi neke dolgoročne posledice. In bi vas nagovorila, gospa Rozman, če izhajate iz svojega strokovnega znanja, pa tudi seveda praktičnih izkušenj s pacienti, omenili ste, da so številni odrasli otroci alkoholikov, kako se izkazujejo te izkušnje iz otroštva v odraslem življenju posameznika in pa kateri vedenjski, čustveni vzorci so morda nekako jih vi prepoznavate kot značilne za odrasle otroke alkoholikov? Bom izhajala iz tega, kako ste nastavili. Otroci, ki niso mogli biti otroci, ko so bili otroci, odrastejo in ne morejo biti odrasli, ker je del njih ostal v otroškem stanju, v smislu odvisen od nekoga močnejšega, da mu pokaže pot, ne zaupajo v svoje lastne sposobnosti, da bojo sami uspeli v življenju se pač uveljaviti, se zanašajo na ljudi, ki so močni, včasih patološko, včasih narcistično, včasih pa drugi odvisniki, ki izgledajo močni, v resnici pa so ravno tako disfunkcionalni. In potem, ko z njimi tvorijo zvezo, partnersko, je ta zveza svezana z veliko bolečinami, ker obadva rabita nekaj, kar noben od njiju nima. Ljudje, ki so odraščali v taki družini, nimajo pravega občutka za meje. V smislu, oni bi reševali tisto, kar sploh ni njihova stvar,
tisto, kar pa je njihova stvar, pa ne bi, tisto bi pa prepustili, da jim drugi rešijo. Tukaj je veliko zmešnjav, prekoračevanja mej, občutkov, zalezovanja, po drugi strani pa zapuščanja, strah pred zapuščanjem in strah pred bližino sta del tega. Nizek občutek lastne vrednosti Ja, lahko razumeti kot posledica tega, da ko si otrok in ko v bistvu kaj? odraslega starša pravzaprav ti misliš, da ga moraš rešiti, si postavljen pred nemogočo nalogo, ki ti seveda ne more uspeti. Še odraslim to ne uspe, kaj pa šele otroku. Vendar otroku je to tako pomembno, da vse druge svoje naloge razvojne zanemari, zato da bi pač mamo rešil, ne, ki je očitno ima problem. In s tem dobi jasno potrjeno svojo predpostavko, da ni sposoben. In ta predpostavka, ki je v otroštvu mogoče izkušnja, se kasneje fiksira kot predsodek, kot nek omejujoč predsodek, da ti ljudje v bistvu sami sebi ne zaupajo in ne zmorejo naprej, ne. In pa seveda zelo pogosto se, kljub temu, da se pridušajo na vse, kar je možno, da z alkoholikom pa že ne bom šla v partnerstvo, na koncu se znajdejo ponavadi ravno v takih partnerstvih. Zato, ker je njihova definicija, kaj je to ljubezen, vezana na to nihanje čustveno, ki ga ustvarja nekdo, ki je občasno čustveno dostopen, občasno pa čustveno nedostopen ali pa celo nasilen, se pravi nekdo, ki je včasih pod vplivom alkohola. In te stvari se vlečejo v odraslost in tako kot je že gospa Čebašek povedala, 4 generacije traja, da se to nekako, taka travmatična stvar izčisti ven. Jaz dostikrat imam priliko predavati, ko predstavljam svoje knjige na večjih, recimo, da v dvorani 100 ljudi. Pa vprašam, zato ker lahko, pa rečem, dajte prosim vsi zaprite oči, zato da ne boste videli, kaj drugi delajo, in dvignite roke samo vsi tisti, ki ste sigurni, da 2 generacije nazaj v vaši družini ni bilo nobenega zasvojenega, ne samo alkoholika, ampak pač zasvojenega s čimerkoli. Na 100 ljudi gre 5-6 rok gor. To je naša realnost, ne. Se pravi, okej, dobro, mogoče na moje predavanje prihajajo tisti, ki že vejo, kaj bojo slišali, pa vendar, ne, to je več, kot bi človek pričakoval. Tako da ta problem pri nas je velik problem. Hvala za ta čudovit oris. Ja. Gospa Čebašek, Travnik, doktor Klavdija Blek skozi svojo prakso opaža, da posledice življenja v alkoholični družini običajno postanejo očitne v zgodnji odraslosti. Takrat, ko naj bi si začrtali temelje za družinsko življenje, poklicno življenje, intimne odnose in se nekje zalomi. Življenje postane težje, nekje se začne zatikati. Verjetno se tisti vzorci, ki smo jih ponotranjili v otroštvu, takrat šele zares pokažejo vse svoje moči. Ko odrasteš, se moraš pač spopasti z življenjskimi izzivi in ti nezavedni vzorci postanejo ovira, ki otežijo nek normalen razvoj in seveda prehode v odraslo življenje. Morda kakšna vaša misel na to? Ja, zdaj življenje v družinah z odvisnostjo ima kar nekaj značilnosti. Se pravi, da so si družine po nekaterih lastnostih med seboj zelo podobne. In te podobnosti so bile že tudi opisane, tudi, bom rekla, znanstveno proučene. Gre pa za to, da se spremenijo vrednote v teh družinah in otroci odraščajo pod vplivom teh drugih vrednot.
Se pravi, da je bolje, da si kakšno stvar skriješ, ne poveš na glas, da kakšno stvar narediš po svoje, pa tega nikomu ne poveš. Oni se tudi ves čas soočajo s tveganjem nevarnosti, ki jim lahko preti tako doma, se pravi, nasilje je najbolj pogosto, lahko pa jim ta nevarnost preti tudi na cesti, recimo, če en od staršev vozi pod vplivom alkohola ali drugih substanc. In skratka, skozi so prežeti z nekim strahom in pripravljenostjo, da se lahko kaj slabega zgodi, ne. In tako, ko vstopajo v neka, bom rekla, osebna razmerja, pričakujejo, da se bo tudi v tem razmerju nekaj slabega zgodilo, zato so manj sproščeni. Pričakujejo, da bojo nastopile težave, jih iščejo tam, kjer jih sploh še ni. Hkrati pa, in to je še ena taka temeljna lastnost odvisnih družin, varujejo svoje skrivnosti, ne. Ne povedo, da prihajajo iz družine, kjer je bil problem, kjer je odvisnost bila en del njihovega odraščanja. In zaradi tega jih potem partnerji ne razumejo njihovih strahov, njihovih stisk. In zanimivo pa je, da se, dokler so otroci, ne, šolarji pa dijaki, se pa družijo med sabo. Ravno iz tega ven, da vejo, kako je pri njih doma in da se razumejo. Tudi če se ne pogovarjajo o težavah v družini, mi smo včasih rekli, sta se kar zavohala, a so se zavohale. Skratka, družijo se tisti, ki imajo podobne težave. Vendar, ko pa gre za zaljubljenost, ko gre za ustvarjanje neke partnerske zveze, pa stopi spet vrednota zakrivanja resnice. In takrat se pač tega ne pove. In nastopijo težave, kako zdaj povedati, kako pripeljati partnerja domov, da bo, ne vem, starš trezen ali da bo se neko vzdušje pokazalo kot primerno, kot privlačno. Stalno so v napetosti v nekih skrivalnicah, ne. In tudi seveda, koliko alkohola naj na nekih skupnih srečanjih dejansko oba dva zaužijeta, oziroma zakaj se dekle brani, ne, jaz pa ne bom nič pila, ali pa nasprotno, zakaj se opija, ne. Namreč ta vzorec, ki ga nosijo s sabo, da se z alkoholom da neke napetosti vendarle olajšati, ne, pride na dan tudi v takih partnerskih odnosih. Skratka, ena zmešnjava, tako kot je napisano v knjigi, težave pri postavljanju mej in seveda vse to, kar sem zdaj omenila, je pa pravi recept za to, da partnerska zveza ne more biti uspešna na daljši rok. Ja, izzivi se, kot rečeno, lahko pojavljajo tudi recimo potem v zgodnji odraslosti, ko vstopajo recimo tudi na neke, delajo prve korake v poklicnem življenju, tudi številnih drugih ozirih se nekako odrasli otroci ugotavljajo, da se nekako ne znajdejo, ne. Ja, Pogosto. ravno zaradi tega, ker so Ja. vrednote, ki so jih prenesli s seboj, drugačne kot okolje, v katero vstopajo. Se pa dobro počutijo v družinah, kjer so vrednote podobne. In zato je to, kar je tudi prej kolegica Sanja Rozman povedala, je to, da se najdejo partnerja, kjer je družina na nekih podobnih, na nekem podobnem valovanju, če tako rečem. Tam se počuti, bom rekla, v znanem okolju, ne. In seveda stvari grejo pol spet narobe, ne. Ja. Torej, avtorica je to knjigo poslala v svet z iskreno željo, da postavi v javni prostor, torej izsledke svojih raziskav, da se posledice alkoholizma ne končajo z alkoholikom, da tako življenje terja dolgoročne posledice tudi za otroke. In kot sama pravi, torej, otrok alkoholika nima let, ne. Enako velja, če je star 5 ali 55 let, tako pravi sama. In da je pač to področje potrebno naslavljati, da te osebe prav tako potrebujejo pomoč.
Želela je torej odraslim otrokom alkoholikov dati prepotrebne informacije, orodja, smernice, kako se znajti, kako naprej. Tudi neke njene naslednje knjige so se morda še lotevale bolj specifičnih področij, ne? Torej, kako živeti, ne? Neka orodja je prepoznala, da otroci konkretna orodja rabijo, ne? Da se znajdejo v odraslem življenju. Pa morda še nadaljujem z vami, gospa Čebašek. Kaj bi vi izluščili nekako kot osrednja sporočila knjige, kako nagovarjajo tiste, ki se v njej prepoznajo, torej kako lahko pomaga pri prepoznavanju in soočanju z preteklimi izkušnjami? Ja, najprej si je treba to knjigo upati začeti brati. Tu je ena velika ovira, kajti prej sem omenila identifikacija. Ali se ta stvar res tiče mene, ali jaz spadam med njih, a ne, se ni bilo tako. Skratka, upati si to knjigo kupiti in upati si to knjigo začeti brati. Če gre za osebe, ki so v neki partnerski zvezi, kjer se še vedno skriva preteklost družine, bodo to knjigo brali verjetno v samoti, ker ne bo nobenega zraven, da ne rečem na skrivaj, tako kot so bili navajeni v svojem otroštvu. Zato bi jaz rada opogumila dejansko, da si knjigo dobijo, kupijo in da jo berejo, kjer jo morajo, ampak v miru. Kajti knjiga je taka, da čustva privrejo na dan. In jo ne moreš brati kot neko neodvisno literaturo, da bi lahko rekel, saj to ni nič pomembnega, ne. Te knjige v družini ne smemo skrivati, ker če jo skrivate, pomeni, da imate že kar precej močan problem in potem priporočam, da greste v neko čitalnico in v knjižnico in berete tam na samem. In potem, ko boste se, bom rekla, dovolj okorajžili, je dobro, da najdete sogovornika in mislim, da je vaše društvo ta pravi naslov za to. Namreč ta odpor do vsebine, ki se tebe zadeva, je huda, tako kot tisti, če malo poenostavim, ki ima preveliko težo, tudi zelo težko bere navodila, kako naj se loti tega problema, ne. To je težko, ker se sooča s svojimi strahovi in tudi strahovi, kaj lahko branje te knjige pravzaprav prinese, kaj to pomeni za tvojo družino, kako boš to spremljal v prihodnje. Tako da jaz res priporočam pogum za knjigo, za nakup in za branje takrat, ko vas ne bo nihče motil. In potem pogovor v društvu. Gospa Boc, vi imate osebno izkušnjo, knjigo ste prebrali. Kaj vi menite, kako lahko ta knjiga služi kot orodje za globlje razumevanje, okrevanje, ozaveščanje? Zagotovo je to ena res dragocena knjiga. Tako kot sem rekla, notri so informacije, ne glede na to, ali imaš že znanje, da se že iskal naokrog, si se že izobraževal, izveš še kaj novega. Notri so res lepo opisani primeri, življenjski primeri in tudi rešitve, kar je še posebej dragoceno, ne. Ne samo, da se prepoznaš, ampak tudi napotek, kaj se da pri neki težavi vezani na to narediti, tako da te že tukaj opolnomoči in spravi na neki začetek ali pa na neko nadaljevanje. Bi pa še povedala, no, ker smo ravno pri tem, pri knjigi, ta knjiga je šla šele v petek, se pravi nekaj dni nazaj, smo jo dobili iz tiskarne. Pogosto se zgodi, da se v samem procesu izdajanja knjige dogajajo tudi kakšne zamude zaradi različnih stvari. Zato je v knjigarnah trenutno še ni, ker je tukaj proces, najprej se jo pošlje v knjižnice in knjižnice jo bodo imele v roku 10-14 dni. V petek oziroma ponedeljek so šle na pot v prve knjižnice, potem da se razvozi po celi Sloveniji in šele nato v knjigarne. Tako da trenutno je res dostopna na naši spletni strani založbe Kiara, tako da vabljeni. Smo se potrudili, da je cena sprejemljiva, da smo res spravili skupaj prijazno ponudbo. V tem primeru bi tudi še rada navedla v bistvu ekipo, ki je intenzivno delala
Pri sami knjigi, se pravi, imeli smo prevajalko Tanjo Gabrijelčič, oblikoval jo je Rok Starle in izjemno urednico Ano von Power, ki mislim, da je danes tudi v naši družbi nekje vmes, ki je pripeljala potem to knjigo, tako kot sem jo jaz brala, res je narejena tako, kot mora biti, no. Toplo priporočam, samo to lahko rečem. Hvala. Tudi moje čestitke založbi. Res užitek je bilo sodelovati in pripeljati ta projekt do konca. No, seveda je ta knjiga namenjena prvenstveno osebam, ki imajo izkušnje življenja v alkoholični družini. Jo pa vidimo v naši organizaciji seveda kot zelo pomembno tudi za strokovne delavce različnih vrst. Tudi v tem oziru se zelo veselimo knjige kot neke nove pridobitve v tem smislu za učitelje, socialne delavce, različne terapevte, svetovalce, tako za otroke, kot seveda tudi odrasle za to izkušnjo. Gospa Rozman, kaj mislite, kako lahko ta knjiga služi strokovnjakom, takim in drugačnim? Že samim tem, ko koncipira, da življenje v družini, kjer je nekdo alkoholik, drugi pa ustrezno disfunkcionalni okoli njega, ima posledice dolgoročne na otroke. Že samim tem, da razloži ta postopek in da poda tudi ideje, seveda, če veš, kaj je tisto, s čimer se ukvarjaš, je že takoj način, kako se boš ukvarjal, drugačen. Jaz mislim, da je to izobraževalno, mislim pa, da je tudi taka knjiga, ko jo lahko daš komu v roke, da si doma v miru prebere, in se prepozna in se bo potem lažje tudi pogovarjal z nekim strokovnjakom. Ne, meni se zdi, da je velika vrednost te knjige ravno za ljudi, ki ne vejo, kaj pravzaprav je tisto, kar je njihov problem, ki ne najdejo skupnega imenovalca, ki zase verjamejo, da so pač čudni, drugačni, manj vredni, niso čisto v redu, sram je skoraj bolj kot strah, tisti faktor, ki poganja zasvojenost. In tako da razumeš, tudi recimo jaz bi tukaj uvedla še eno besedo, pa mogoče takrat, ko je ta knjiga nastajala, se še o tem sploh ni govorilo, ampak zdaj se pa veliko govori o travmi. In govori se o travmi, ki ni samo dogodek, ki se odraslemu zgodi, pa mine, pa potem imaš nekaj časa težave, ampak se govori o travmi, ki se dogaja vsakodnevno v obdobju, ko otroci še nimajo nobenih ali pa zelo revne obrambne mehanizme, ki traja celo njihovo življenje, ko se oni formirajo. In otroci se pač prilagodijo. Kaj lahko naredi 6-letni otrok, če živi ob očetu alkoholiku? A lahko odide? Ni šans. A lahko kaj spremeni pri staršu? Mogoče misli in poskuša, ampak ne more. Ne? In preden bo toliko odrasel, da bo lahko zapustil to družino, bo že zdavnaj prilagojen na neustrezne razmere. Jaz tem mojim pravim, vi ste bonsaji. V vsaki celici vašega telesa je DNA, ki pravi, da lahko zrastete v velik hrast, ampak ostali ste kot bonsaj, niso vas zalivali, niso vam dali ustreznih pripomočkov, s tem pa tudi izhaja iz tega, da je treba zalivati in gnojiti in da se z delom na sebi da spremeniti to usodo. Jaz mislim, da je to najvažnejše sporočilo vseh knjig povezanih z zasvojenostjo, še zlasti pa za tiste, ki se ukvarjajo že s tistim, ki se že od otroštva v tem noter. Da se to da ozdraviti, da se to da spremeniti, da to ni duševna bolezen v tem smislu, da ko enkrat imaš, te morajo pa skozi zdraviti, ampak da je to pač prilagoditev na neugodne okoliščine,
ki jo lahko človek, ko se opolnomoči, ko si zagotovi ustrezno pomoč in podporo okolice, jo lahko s trudom premaga in si omogoči veliko bolj zdravo in kvalitetno življenje. Jaz mislim, da je to tisto, kar bi napisala povsod na prvo stran, da se ni treba trpeti. Jaz bi mogoče še nekaj predlagala za terapevte. Namreč knjiga je lahko del biblioterapije, ki jo ponekod izvajajo, ampak tudi če ni to, je pa knjiga, o kateri se v skupinah, bodi si med samim zdravljenjem ali pa kasneje v skupinah, kjer so ljudje, ki okrevajo, da se tam o tej knjigi pogovarja. Kajti pogovor je, bom rekla, skoraj da nujni sestavni del, če hočemo iz knjige to izkušnjo prenesti v svoje življenje. Ne gre vedno tako, kot je napisano, in drugi nam lahko pomagajo videti, kako naj naredimo ali naredite, da se bo neka težava omilila ali pa celo odpravila. Torej, samo branje te knjige ali katerekoli druge je samo uvod. Morate pa govoriti oziroma še z nekom o sami vsebini razpravljati, da dobite neko potrditev, ali ste razumeli prav, ali ravnate prav. In je to dragocen vir za pogovore v skupinah, kjer so tudi terapevti. To bi jaz priporočala. Ena zanimiva informacija je tudi to, da so po Sloveniji v nekaterih knjižnicah lepo razviti bralni klubi, kjer se dogovorijo in berejo isto knjigo in potem imajo pač to temo, ki jo obravnavajo, in se je že zgodilo, da so vzeli kakšno od takih knjig, ki je namenjena za biblioterapijo. Nazadnje so pa tudi povabili kakšnega strokovnjaka, da so potem, ko so oni komunicirali o tem, so prišli do razširjenega razmišljanja, svojih življenjskih izkušenj in potem še do nekaj strokovnega mnenja, tako da je tudi na ta način lahko se dosežejo taki lepi rezultati. V Kamniku bomo gotovo šli po tej poti. Ja, tudi v našem zavodu Sprememba v srcu imamo bralni klub in vabimo avtorje, ki navdahnejo s kakšnimi dobrimi in takimi besedili. In to bo sigurno prišlo na vrsto. Ja, super. Zelo dobra ideja, Ana. Torej, knjiga je namenjena odraslim otrokom alkoholikov, namenjena strokovni javnosti, prav gotovo pa tudi splošni javnosti, ne. V družbenem kontekstu je še ogromno stigme, ogromno predsodkov, ki obkrožajo alkoholizem. Mi si seveda tudi s temi našimi kampanjami prizadevamo, da bi pomagali nekako detabuizirati to področje, ustvariti posledično potem tudi bolj varno, sočutno okolje za alkoholične družine, da bi se lažje soočali s to svojo realnostjo, lažje poiskali pomoč zase, ne. Zato se mi zdi ta knjiga tudi zelo relevantna za splošno javnost. Vsak od nas pozna kakega otroka alkoholika, vsak od nas je v stiku s kom, morda sosed, morda sorodnik, morda učitelj. In so te informacije res, se mi zdi, zelo, zelo dragocene. Pa morda, gospa Čebašek, kako vidite vlogo, recimo, tudi te knjige, ne, pri razbijanju teh predsodkov? Ja. Ja, zdaj, ko razmišljam na ta način, sem se spomnila na članek, ki sem ga prebrala pred kakšnim tednom dni, ko se spet na Medscape, to je taka platforma za medicinske informacije, kjer se zdravniki tudi v Združenih državah Amerike sprašujejo, zakaj se pravzaprav več ne dogaja na tem področju, zakaj ne postavljajo vprašanj in zakaj ne postavljajo diagnoze, da gre za odvisnost. In zdaj bi jaz lahko rekla, dobro bi bilo, če bi zdravniki, osebni zdravniki ali pa tudi kasneje drugi zdravniki to knjigo prebrali, da bi vedeli, kako postavljati vprašanja, da bi ljudje dobili možnost povedati stvari, za katere niso našli drugih sogovornika, ne. Tako da, ja, te možnosti, ki se odpirajo s to knjigo, so res velike. In morda bodo te splošni zdravniki mogoče priti na neko njihovo izobraževanje s to knjigo,
da bodo dobili res eno gradivo, ki bo najprej prijetno za prebrati, tudi na to moramo računati, posneje pa tudi, da bodo oni sami lahko priporočali pacientom, dajte prebrati to knjigo, pa boste videli, če je to to. Skratka, ta krog uporabnikov lahko začnemo lepo širiti zdaj govorim za zdravstveni sistem, ampak gotovo je situacija zelo podobna v sistemu socialnega varstva in seveda tudi na splošno v medijih. In jaz si želim, da bi slovenski mediji pograbili to priložnost in dejansko šli s predstavitvijo knjige tudi splošni populaciji. Ja, na tem področju se bomo mi zelo potrudili. Imamo okrepljeno ekipo od lanskega maja, z nami sodelavka Petra Slanič, ki pri nas skrbi za stike z javnostjo. Se pravi, imamo tudi kvalitetno adremo, tako da verjamem, novinarjev, verjamem, da bo šlo to zdaj naokrog, tako da bomo razsvetlili slovensko področje s temi informacijami. Prav gotovo vsi upamo, da bo knjiga dobila čim večji odmev, da bo iz nje išlo čim več dobrega. Bi se pa zdaj vrnila k vam trem. Vse tri imate na nek svoj način izkušnje vedenja znanja glede torej, odraslih otrok alkoholikov. In čisto tako iz vas, kaj bi sporočila odraslim otrokom alkoholikov, ki so že ozavestili to svojo izkušnjo, ki prepoznavajo pri sebi neke vzorce, ki jim ne služijo, kako se lotiti te poti okrevanja, katere strategije morda obrati, da pridejo do nekega bolj izpolnjenega življenja. Pa Simona, Hana, morda vi, čisto tudi tako izhajajoč iz vaše osebne izkušnje. Ja, zagotovo, tako kot je bilo že omenjeno, nekako ne vreči puške v koruzo. Vse te stvari se dajo z delom, z rutino, z disciplino, to pač je potrebno razviti v kvalitetno življenje v bistvu in na koncu jaz na vse skupaj gledam kot na darilo. Če tega ne bi doživela, danes ne bi bila to, kar sem, to pomeni, da s tem, kar sem danes, sem res izjemno zadovoljna in si nikoli prej nisem mislila, da bi se lahko razvila v tako mirno, stabilno osebo, glede na to, iz česa sem, odkot sem izhajala. In konec koncev tudi založbe ne bi bilo, ne. Ja, tako. Je to ena posledica tega, ko želiš pomagati sebi in potem drugim. In pri meni so prišle, meni nasproti so prišle potem knjige in tako se je v bistvu vse skupaj začelo. Tako da v bistvu pogumno v to vse, kar lahko pride nasproti, je res lahko pozitivno, širše razumevanje sebe in okolice in več ljubezni za vse. Tako. Hvala. Tudi vas povabim, gospa Rozman, da podelite kak nasvet glede na vaše bogate strokovne izkušnje. Jaz bi rekla, povrh tega, kar sem že rekla, ne pozabiti, da to znamo zdraviti in da ni treba trpeti. Bi rekla tudi to, ni treba, da vse sam narediš. Rešitev je v skupini, v skupnosti. Mi tako težko poiščemo pomoč, ker bi morali kao vse sami. Ampak v tem primeru je pa to, da se povežeš z drugimi ljudmi, ki so na isti poti. Zelo, zelo močna stvar in v bistvu je pravzaprav rešitev v te osamljenosti, tega straha pred zapuščanjem, tega občutka nizke lastne vrednosti, je rešitev v tem, da se povežeš z drugimi ljudmi s podobnimi težavami in skupaj smo močnejši. Hvala. Še gospod Čevašek Travnik, vi kaj bi svetovali odraslim otrokom alkoholikov? Nimam nekega splošnega nasveta, da bi rekla, naredite tako, pa bo boljše. Vsak mora najti svojo pot. In ena od poti je tudi to, da sami začnejo pisati zgodbe. To smo videli, da se izkaže kot terapevtsko tudi pri drugih duševnih težavah, motnjah. In v kratkem pričakujemo, recimo, da bojo šle ene zgodbe o demenci. Skratka, pisanje
se pravi slovenskih otrok, odraslih otrok alkoholikov je nekaj, kar bi lahko bil naslednji korak pri založbi, da bi torej zbrali zgodbe naših ljudi, naših otrok, ki so verjetno doživeli podobne izkušnje, pa vendar tako svojstvene, tako različne od teh, ki so v knjigi, da bi jih bilo vredno posebej brati. Torej, jaz bi povabila vse, ki imajo željo po pisanju, da pišejo. Sprva zase, potem se bo pa že našla pot, da to gre tudi med ljudi. To je moje. Hvala, Ena gospa dobra Stepič. zgodba je Katarina Nadrag napisala Utopljene sanje. In se mi zdi, da v tem stilu to pa res rabimo čim več takih izpovedi, zato ker se ti ljudje počutijo, kot da se je sam njim to zgodilo. Ja, ni treba, da je knjiga kot roman, ne, kot je Kristina Nadrag napisala, ampak so lahko tudi krajše zgodbe, 4-5 strani, pa vendarle tako posebne za posameznika, ki jo piše. In če te zgodbe združimo, je seveda ena podobna stvar, kot je ta knjiga, ki je zdaj izšla, ampak v tem primeru bi bila zgodba slovenskih piscev. Moram reči, da je to res odlična ideja, tako da v bistvu se bom zagotovo vezana na to vama obema, gospa Rozman in gospa Čeprašek Pravnik, oglasila. Namreč sem mnenja, da je dobro, da imajo ljudje, ki pišejo, neko varno okolje in zaupanje, preden res povedo svojo zgodbo, morda je pa ravno pri vama lahko ta začetek v vajinih krogih ljudi, ki vama zaupajo, ne, da se potem začne to graditi in da lahko morda naslednje leto predstavimo pa to knjigo. Tako. Drage gostje, hvala za vse uvide, za vse podeljeno. Na tej točki bi dala priložnost morda tudi naši publiki za kakšna morebitna vprašanja. Nekaj komentarjev sem že videla v naši klepetalnici. Če se še morda kdo upogumi. Aha, vidim, da je ena že, mene lahko štejete zraven in bom zapisala svojo zgodbo. Evo, to se mi zdi pa tako pomembno sporočilo, ja, pisati zgodbe. Čudovito. Ja, vidim v klepetalnici je nekaj komentarjev. Bi morda vseeno kdo želel tudi kaj tako vprašati? Je kako vprašanje ali kako mnenje, kak uvid, kak odmev? Pavla. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za to, bi rekla, druženje, srečanje. Alkoholizem je res, kako bi rekla, oziroma vse oblike zasvojenosti so res, bi rekla, pri nas razširjene, ne, in ta stigma, oziroma to, da takšne vsebine težko najdejo pot med ljudi, ravno to, da to mižanja, ne, ker bi potem se moral vsak pravzaprav soočati s sabo oziroma s problemi v družini, ne. To pa je težko, to ste že sami rekli, no. Na srečo je v Sloveniji že kar nekaj pobud, pa tudi jaz bom omenila, no, da prihajam iz društva Al-Anon in to je tudi ena taka, bi rekla, darilo iz Amerike, ki je prišlo, no. Sem pa tudi se, tako bi rekla, strokovno malo za področje antropologije dotaknila alkoholizma, tako da je res to, kar sem slišala, ne, da vsak na svoj način se sooči s tem zelo hudim problemom, ki ti v bistvu, oziroma alkoholizem te, bi rekla, izloči iz življenja, iz živosti, a ne, in potem je treba spet najti pot nazaj. No, in jaz sem šla po eni poti in res je bila začetek so bile knjige, no. Tukaj jaz sem tudi uporabnica založbe Kiara, tako da mislim, sem vesela tega, no. Glavno toliko sem se oglasila, da nekako prebijem to tradicionalni slovenski molk na teh dogodkih, ne, brez kakšne posebne potrebe, a ne. No, tema, ki sem se pa v bistvu ukvarjala, pa je alkoholizem in sram, a ne. To je tudi ena
bi rekla, dobro okno za pogledati v zasvojenost. No? Tako, ker različni pristopi so, različni, bi rekla, pa tudi te, bi rekla, pomoči. Važno je, da si prizadevamo in da so tudi društva, ki delujejo na tem področju. No? Tako da meni je všeč, oglašajo se tudi zato, da povemo, da lahko tudi kdaj združimo kakšne moči, pač vkolikor, bi rekla, metoda posameznega društva to omogoča. Tako da hvala. Hvala, gospa Pavla, za to. Morda kak komentar, govorke, ali je bilo dovolj povedanega? Absolutno, gospa Pavla, povezovanje, sodelovanje je zelo pomembno, zelo si ga želimo, vsi delamo za isti cilj, in ja, upamo, no, da čim več dobrega izide tudi iz takih in drugačnih sodelovanj za skupno dobro, ne. Ja, Še morda kaj? ja, Ja. samo še eno stvar povem. Jaz sem tudi naletela, čeprav je to druga založba, na knjigo Odrasli otroci čustveno nezrelih staršev. In to je od druge založbe Iskanja. Ko že govorimo o povezovanju, tako da ko delamo, ko nekdo zaorje na to področje, ali strokovno ali osebno, itak potem samo išče, s čim si lahko pomaga. No, tako da nisem zdaj, bi rekla, konkurenčno založbo, da ni to konkurenca, ampak neko skupno prizadevanje. Tako da, hvala. Mogoče bi Najlepša hvala. zaključili z eno mislijo iz četa, pravi: sicer nisem otrok alkoholikov, ampak sem odraščal ob neempatičnih starših in sem se v marsičem našel v tem, o čemer ste danes govorili. Tako da knjigo ima partnerka, ampak jo bom jaz prvi prebral. Hvala. Ja, tako avtorica je prav tako potem ugotavljala, ne, da se nanašajo ti vzorci na vse disfunkcionalne družine, ne zgolj alkoholičnih, in da Tako. je absolutno relevantna literatura za marsikoga. Tako. Lepa misel za zaključek. Absolutno. Tako da, če ni dodatnih vprašanj, bi se jaz vsem skupaj zahvalila, tako govorkam kot vsem udeleženim. Lepo število se nas je nabralo. Hvala za udeležbo. Torej, knjiga Odrasli otroci alkoholikov je na voljo pri založbi Kiara, zaenkrat preko spleta, kasneje tudi v knjigarnah, knjižnicah za izposojo. Mi zares držimo pesti, da bo rodila veliko dobrega. Na tej točki mi preostane samo še povabilo na preostala 2 dogodka v okviru naše ozaveščevalne kampanje v sklopu Mednarodnega tedna otrok alkoholikov. Jutri ob isti uri, torej ob 18. na isti povezavi, se bodo pogovarjali odrasli otroci alkoholikov. Pogovor bo moderiral naš pravim, torej, ja, Damjan Janžekovič, odrasli otrok alkoholika, avtor trilogije o svojih življenjskih preizkušnjah. Zagotovo se obeta en zelo dober, ploden pogovor, tako da vabljeni, dobrodošli tudi jutri. No, v četrtek ob 10. v Krškem pa organiziramo naše pogovorno omizje v sodelovanju z NIJZ-jem. Torej, na tem omizju bomo osvetlili letošnjo temo ozaveščevalne kampanje, torej opolnomočenje otrok alkoholikov. Skušali bomo vse malo detabuizirati to tematiko v tistem delu Slovenije, kar se nam zdi zelo pomembno. Vsako leto nekako migriramo s pokrajine v pokrajino, ker se nam zdi pomembna ta decentralizirana detabuizacija. Tako da vabljeni tudi na te dogodke. In ja, želim vam miren preostanek večera in vse dobro. Lepa. Hvala.